Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Pa se je leto 2025 končno zares začelo. Za marsikoga je danes šele tisti prvi pravi oren delovni ponedeljek, za marsikoga je danes večer tudi božični večer, se pravi vsem vam, ki danes praznujete, lep božič vam želim. Ne glede na to, kateri datum je danes, ali se še vedno piše leto 2025 ali ne, pa je današnja oddaja namenjena strateškemu pristopu doseganja ciljev. Običajno je to res okoli novega leta, ko rečemo, ok, zdaj pa zares, zdaj pa bom to, pa bom uno, pa takoj po novem letu. Torej ohranimo mogoče to energijo zagona, odločnosti, novega začetka, vsega tega, kar nekako nas inspirira tekom celotnega leta. Velikokrat si zadamo cilje, ki si jih potem ne držimo, pa naj gre to za prehrano ali za gibanje ali za kaj bolj ambicioznega, ne glede na to. Ali se zdaj lotevamo nekega velikega poslovnega projekta, ali smo se odločili vpisati v nek zelo zakompliciran tečaj, ali govorimo o tem, da želimo izboljšati naše odnose, pravi, ne glede na to, ali je potrebno akademsko znanje, ali je potrebna fizična moč, ali je potrebno čustveno se investirati, ne glede na to veljajo neke smernice, ki nam lahko pri temu, da svoje cilje organiziramo in jih dosegamo, pomagajo. In seveda prvi korak je vedno to, da vemo, kaj hočemo in zakaj. Saj veste, kaj pravijo. Ne si govoriti samo to, da želite denar. Povejte, česa si želite s tem denarjem. Kaj je tisto, kar bi želeli s tem denarjem kupiti? In potem pridemo do kopice podzavestnih vzorcev, ki pravijo, da je denar slab, da pokvarja ljudi, da ljudje, ki imajo veliko denarja, so zagotovo pokvarjeni in tako naprej. Pa potem vsi vemo, da pravijo, da denar ne kupi sreče, bla, 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 bla. Se pravi, veliko imamo nesnage, ki je v naši podzavesti, veliko imamo nesnage, ko razmišljamo o tem, kaj bo kdo rekel, kako bo to izgledalo, in saj vemo, v Sloveniji smo strašno obremenjeni s tem, kaj bodo rekli sosedje. Se pravi, kaj če bi bil prvi korak pravzaprav tisto najbolj pomembno vprašanje, česa si pravzaprav jaz želim. In velikokrat pridemo do tiste srčike, do tistega bistva pravzaprav z odgovorom mir, varnost, radost. Koliko ljudi hodi v službo in se tam počuti obupno in potem zavida tistim, ki so pa mogoče stopili na pot samostojne podjetnosti in si misli, glej, on vsaj, ali pa ona vsaj počne to, kar jo veseli. Tisti, ki se soočamo s prispevki in takšnimi in drugačnimi izzivi SP-ja, kot je, kaj je to bolniška, regres, božičnica. Kaj je to res biti frej? Lahko obratno rečemo, poglej, kako je tebi fajn, dobiš božičnico, dobiš to, dobiš ono. Se pravi, vedno, če se bomo primerjali z drugimi, bomo našli nekaj, kar se nam tam zdi bolj imenitno, kot tukaj, kjer smo. Se pravi, prvi korak je to, da pravzaprav ocenimo, kje in kdo smo in česa si pravzaprav v resnici želimo ter zakaj. In ob začetku leta smo vsi polni idej, polni zagona, polni, bom rekla, nekega vedoželjnega občutka, kaj nam leto prinaša. Če vas zanima za 2025, je posneto že kar nekaj oddaj, kaj je vaše osebno leto, kje vas čaka uspeh, kako dosegati obilje, kako biti kar čim bolj ljubeči do sebe in do drugih, bom dala linke spodaj. Za sedaj pa bomo rekli takole. Kako se zdaj vi počutite, dragi moji? Ni važno, je novo leto, ni važno, če tole poslušate marca leta 2029. Kako ste? Bi rekli, da ste srečni? Bi rekli, da živite svoj potencial? Bi rekli, da ste svobodni, bi rekli, da z lahkoto globoko dihate, bi rekli, da živite sebe. Koliko kontrole v resnici imate v življenju in kje vam energija uhaja? In na vse to bom seveda rekla, zakaj. Torej, ko postavljamo cilje, je najbolj pomembno, da vemo, kje smo, kdo smo in kam želimo priti, zato ne bodo ti cilji zelo konkretni. Če sem nezadovoljna v službi, naj bo prvi splošen cilj izboljšati počutje v službi. In potem identificirati, kaj je tisto, kar ni v redu. Če je to sodelavec ali sodelavka, ki mi pije kri, kako lahko izboljšam ta odnos, oziroma kako se lahko ogradim od tega odnosa, kako lahko nadomestim ta odnos, kako lahko sam sebi spremenim delovno okolje s tem, da morda tej osebi ne dam več te veljave. Tudi če gre za šefa. Verjevite vi meni,
pustimo kje pa kdaj, ampak v eni izmed prejšnjih služb je bila oseba, ki je bila meni nadrejena, ki me žive ni mogla videti. In se je dobesedno znašala nad mano, pa to so bili tisti stari dobri časi še v Jugoslaviji, ko smo bili velikokrat tisti tam mladi, ki smo bili stari še malo, deležni nesramnosti, poniževanja, odrekanja za voljo samo tega, da ti res lahko rečem ne. A veste, ko sem jaz prišla do tega, da ta oseba ne sme krojiti mojega počutja, se je življenje spremenilo, ne ta oseba. Ko sem jaz prišla do tega, da imam izpit v šoli, kjer sem študirala ob delu, kljub temu, da delovni proces to omogoča, ne smem delati izpita, ampak nekoč mi bodo očitali, da nočem študirati, sem jaz tista, ki more spremeniti svoj pogled na to, svoj pristop do tega, ne druga oseba. Nihče drug se ne bo spremenil kar tako, samo zato, ker bi nam to pasalo. To je prva stvar, katera je zelo pomembna, da se jo zavedamo. Mi odvzamemo moč tistim stvarim, katere ne moremo spremeniti tako, da jim ne namenjamo več toliko tega pomena. In jaz verjamem, da v filmih vidimo, kako nekdo reče, odpovedam, pej, se vemo kam, in pa zmečejo stvari po tleh in life se kar naenkrat zrihta. No, življenje ni film, ampak v življenju se nam lahko podobno zgodijo čudeži, podobno lahko uspemo, če le nekaj za to naredimo. Se pravi, naj bodo ti cilji zapisani, naj ne bo to cilj, naj bo to odločitev. Odločitev pomeni, da sem se ločila od vseh ostalih možnosti. Se pravi, če sem se jaz odločila, da bom shujšala, da bom bolj zdravo jedla, da se bom naučila kitajščine, da se bom vpisala v ta tečaj, da bom izboljšala ta odnos. To pomeni, da vse ostale možnosti ne obstajajo več. Ne obstaja več možnost, da se ne učim kitajščine in da se ne naučim. Ne obstaja več možnost, da ne delam na tem odnosu, da se ne potrudim. Ne obstaja več možnost, da ne delam tega, za kar sem se odločila, da bom. Lejte takole, če boste šli laufat maraton, ne boste prav nikamor prišli, če boste doma sedeli in na televiziji gledali maraton. Življenje ni v filmih, ni v knjigah, življenje je treba doživeti. In tudi meni je bilo to nekoč rečeno, glej, življenje rabiš doživeti, ne brati v Ekvadorju, pojdi v Ekvador. Celo, kaj je vaš Ekvador? Kaj je tisto, kar se vam zdi, da je za vas morda težje dosegljivo, nenavadno, eksotično, pa vendarle tako zelo vaše? Zapišimo si stvari, ko nekaj zapišimo, je to pisna izjava, kateri se dajmo zavezati. In odločimo se, da bomo te stvari dosegli. Zelo pomembno seveda pa je, kako se tega lotimo. Če bomo sami sebe kritizirali, ker takoj 1. februarja nismo dosegli že polovice na tistem seznamu, potem ne bomo daleč prišli. Če bomo sami sebi rekli, saj boš jutri, pa se bo, pa se kaj, pa bi tudi ne bomo daleč prišli. Se pravi, neka zdrava meja samodiscipline, lastne odgovornosti in pa neka tudi odločnosti in prodornosti je pomembno. In če pogledamo v svetu, koliko ganljivih zgodb slišimo. Koliko ganljivih zgodb ljudi, ki so zasloveli, ki so še danes na sceni, recimo Eminem in podobni, koliko teh ljudi ima za seboj zelo težke zgodbe, ko je bila njihova štartna pozicija, ko je bilo njihovo otroštvo, ko je bilo okolje, v katerem so odraščali, zelo, zelo težko, pa so uspeli. Veste, kaj razlikuje njih od ostalih? Verjeli so vase. In ne samo verjeli so vase, delovali so. Takrat, ko je bilo treba, so zavihali rokave in so s polno mero odločnosti stopili proti svojim ciljem. Mi ljudje pa običajno si nečesa želimo, pa če nam ne gre takoj, začnemo dvomiti, pa vsi božji občutki manj vrednosti pridajo na plan, pa vse tisti se ni tako hudo, pa sej bo, pa sej bi bilo še slabše. Vsa cona udobja pride ven. Če ostanemo pri primeru Eminema, on ni imel cone udobja. Ko nimamo več tistega, na kar bi se nazaj naslonili in se nekako polenili, takrat smo prisiljeni narediti korak naprej. Vsi poznamo zgodbe ljudi, ki so dobili odpoved in se potem posvetili tistemu, kar je resnično njihovo poslanstvo in pri tem uspeli. Kaj, če bi mi ta proces pospešili? Se pravi, svoje cilje si boste zapisali in boste natančni in boste upoštevali vsa področja življenja. Se pravi,
služba oziroma obilje oziroma posel oziroma finančna plat življenja. Kako nam gre tukaj? V končni fazi tudi vodenje gospodinjstva je poslovni projekt. Odnosi. Ne samo partnerstvo, tudi prijateljstvo, tudi medsosedski odnosi, tudi odnos, ki ga imamo do prodajalke v trgovini, do varnostnika na recepciji, do šoferja avtobusa in tako naprej. Kakšen človek ste v različnih odnosih, v različnih odtenkih odnosov? Kakšen človek ste v partnerskih odnosih? Česa si tam želite več? Česa si tam želite manj? Definirati čim bolj konkretno. Kakšen človek ste do oseb, ki jih vidite zelo pogosto, ampak se z njimi morda ne pogovarjate veliko, ne greste v globino, se mogoče ne zaupate svoje življenjske zgodbe. Kakšen človek ste do tistih, ki jih sem ter tja srečate in do tistih, katere prezirate? Močna beseda, ampak verjamem, da marsikdo v sebi nosi tudi zamero, tudi strah, tudi slabe izkušnje. Se pravi, kakšni ste do ljudi, ki so vam škodovali? Zdravje. Kakšni ste do svojega telesa? Ali je pomembno samo to, da ustavimo gubice, da nimamo celulita, da zgledamo kot Schwarzenegger, da pridemo iz fitnesa ven tako kulski? Ali je pomembno, v kakšnem stanju so naša ledvica, naša jetra, kaj nam pravzaprav naša koža, ki nam gre na živce, ker je mogoče nečista, sporoča? Kaj pravzaprav naredimo za zdravje in koliko pravzaprav v resnici vemo, kaj je zdravo in kaj ne in kaj mislimo, da je? Marsikdaj smo prepričani, da jemo kar v redu, kvalitetno, pa če bi se resnično poglobili in analizirali svoj jedilnik, kaj dejansko pojemo, zaužijemo v telo, bi se mogoče naše mnenje malo spremenilo. Osebna rast, duhovna rast, čustvena rast, ogromno področje na življenju, v življenju. Zelo pomembno je, da se posvetimo vsem. Se pravi, da si ne postavimo enega ali dva cilja, ampak da si na vseh področjih zastavimo cilje, jih zapišemo in potem strukturiramo. Se pravi, če si želim biti bolj zdrava, kaj konkretno bom za to naredila vsak teden, enkrat na mesec, vsak dan. Katere drobne, majhne nove navade lahko vpeljem, če tudi govorimo samo o tem, da zjutraj popijem najprej 2 decilitra vode, če se mi ne da tiste limone ožemati, preden popijem kavo. Ogromno stvari lahko naredimo, dokaj mimogrede in dosežemo v roku nekega doglednega časa velike spremembe. Kaj je to za vas? Pa ne gre za znanje, posel, fizično pripravljenost, čustveno zrelost in tako naprej. Ko bomo razdrobili te korake in jih naredili nam prijazni, bomo videli napredek. Ne ko bomo kopirali za nekom drugim, ne ko bomo delali nekaj, kar menimo, da bi nam lahko pomagalo, predvsem pa nekaj, česar ne maramo. Bodimo iskreni, novo leto je, rojstni dan je, to je uno, je, polni smo ciljev, zdaj pa bomo res ta v naslednjem ponedeljek začnem pa hujšati. Prvega začnem, takoj pri novem letu začnem. Če si boste takoj naložili na krožnik vaših novih zaobljub, stvari, ki vam niso prijetne, stvari, ki so vam odvratne, potem ne morete od sebe pričakovati, da se jih boste veselili. Kako lahko te spremembe postopno pričnete uvajati na način, da je za vas neobremenilen, da do vas ni agresiven, ampak boste vseeno s tem dosegli neke rezultate in boste tle dobili zagon za več. Se pravi, če zjutraj najprej popijem 2 deci vode, naredim dihalne vaje, se raztegnem, poskrbim za svojo hrbtenico, se malo prediham in šele potem popijem kavo, se bom sigurno v nekem doglednem času počutila bolje. In ko se bom počutila bolje, bom dobila nek zagon, se pravi, si bom pa zjutraj mogoče z veseljem tisto limono ožela in jo popila. Bom mogoče vedno pred kosilom pojedla nekaj kvalitetnega, ne bom izbrala vedno samo pomfri, ampak mogoče tudi solato. Se pravi, sami sebe malo okaniti, kot bi okanili majhnega otroka. Se pravi, cilj je razdrobiti in jih narediti čim bolj učinkovite. Se pravi, kako lahko na čim bolj zdrav način dosežete rezultate in efekt, ki vas bo pravzaprav spodbudil iti naprej. In aktualizirajte svoje znanje. Nič nam ne pomagajo najbolj zapisani cilji, če mi ne aktualiziramo sebe. Kaj je tisto, kar nam lahko pomaga pri učenju kitajščine, pri boljši fizični, pripravljenosti, pri bolj zdravi prehrani? Kam in kje in kako je šla tehnologija naprej, znanost naprej? Včasih je veljalo, da je to zdravo, zdaj velja to.
kaj je tisto, kar moje telo potrebuje in tako naprej. Se pravi, aktualizirajte podatke, aktualizirajte, kaj počnete, kaj dejansko počnete, kako se dejansko počutite in kako si lahko pri tem procesu pomagate. Kar pomeni, da boste celo leto raziskovali stvari. Celo leto boste radovedni. Ne samo v tem, kako se spregajo glagoli v kitajščini, ampak kdaj je kitajsko novo leto, kakšni so drugačne pismenke in tako naprej. Se pravi, ko boste to radovednost in zvedavost ohranjali, pomeni, da boste vedno znova zvedeli tudi nekaj zanimivega, kar pomeni, da ne bo vedno isto. Jaz verjamem, da marsikdo, ko rečeš, treba jesti malo bolj zdravo, sliši brokoli in tisto zelenjavo, ki je kot otrok ni maral. Ne si tega delati. Naredite si stvari lepe, naredite si radostne in uživajte v temu. Jaz vem, da smo naučeni, da je treba garati, da se je treba odrekati, da je za lepoto treba potrpeti in tako naprej. Kaj pa še? Tudi to je odločitev. Je pa dejstvo, da je potrebno biti discipliniran, da je potrebno biti aktiven, da je potrebno biti odgovoren in da je potrebno stati za svojimi odločitvami. Kar pa ne pomeni, da morate trpeti, se odrekati, kad za pomfrijem in tako naprej. Se pravi, ne pozabite uživati v teh korakih, ki vas vodijo na vaš cilj in naredite stvari na tak način, da boste radostno se lotevali zadev. Kajti tisti trenutek, ko naš zazna nekaj kot omejitev, kot moram, kot prisilo, gre v energijo kazni in uporništva. Se pravi, če bom zdaj rekla, ne smem tega jesti, ker bi rada shujšala, ker bi se rada bolje počutila, moj ne bo rekel, ampak bo rekel, Vsakič, ko rečemo moram, naš reče, kaj ne zveni lepše, fajn bi bilo, če bi bolj zdravo jedla. Ali moram bolj zdravo jesti. Fajn bi bilo, če bi vsak dan vadila kitajščino, ker če sem se jaz odločila kitajsko naučiti govoriti, to pomeni, da bo za to potreben določen trud, ponavljanje, vaje. Kako se lahko na različne načine učim kitajščino? Kje lahko morda si pogledam kakšno nadaljevanko, dokumentarec, v katerem kvalitetno govorijo ta jezik. Jaz govorim špansko in vam povem, da v mnogih telenovelah mi jih človek malo poslal slovnice se učiti. Če zdaj govorimo o tem, da želimo govoriti resnično slovnično pravilno. Kar bi veljalo tudi za slovenščino, če smo čisto iskreni. Torej, dragi moji, stojte v svojih ciljih, v temu, kar si želite doseči s ponosom, zagonom, z odločnostjo in odličnostjo. Stojte celi v temu. Če bi srečali na ulici Eminema, jaz verjamem, da bi vam on znal povedati o vse o rapu, o vseh drugih raparjih, o mikrofonih, o zvočnikih itd., ker je resnično cel v temu, zato je v temu uspešen. Mi pa mnogokrat si nečesa želimo, tudi jaz, in ostanemo malo izven tam, kajti menimo, da so stvari težko dosegljive, nedosegljive itd. Takoj zdajle si prikličite v misli nekaj stvari, nekaj želj, ki si jih želite in se vam morda zdi, da so težje dosegljive ali da za vas niso itd. In se postavite vi z energijo v te stvari. In veste kaj? Vse povsod preberemo, da se je treba želeti nemogoče, da je treba ciljati v nebo, v vesolje. Kajti tudi, če ciljate luno in zgrešite, boste med zvezdami, pravijo. Jaz bom takole rekla. Postavite cilje nekam, kamor vi menite, da ne morete priti. Jaz sem živ dokaz, da stvari, za katere smo, ko smo bili otrok, ko smo odraščali, verjeli, da so popolnoma nedosegljive, nore. Dokaz sem, da so te stvari ne samo dosegljive, ampak da so nam namenjene. Se pravi, moje vprašanje vam je, kaj pravzaprav lahko sploh zgubite? Kaj lahko zgubite? Kaj lahko zgubite s tem, da si rečete, kruce, fiks, tega si želim, to bo moj cilj, to bom dosegel oziroma dosegla, vse bom dala od sebe. Kaj se lahko zgodi? To, da vam uspe?